Iz SID banke prihaja k nam gospa Saša Podpeskar. O SID kreditih in zavarovanju v času COVID-19 bomo govorili tudi izjemno, bom rekla, aktualna tema. Žal ali pa hvala Bogu, da poskušate najti neke rešitve. Kako je torej s tem danes? Kaj nam predstavljate v nadaljevanju? Dobrodošli najprej pri nas. Hvala lepa za povabilo. Lep pozdrav tudi vsem, ki nas poslušate in spremljate. Zagotovo je COVID situacija vse presenetila. Kljub temu lahko povem, da je SID banka že v mesecu februarju zaznala in naredila analizo o pomanjkanju finančnih sredstev in pa kaj bo tisto, kar bojo dejansko podjetja potrebovala, in na podlagi tega začela zelo aktivnim razvijanjem in prilagajanjem svojih programov, tako da smo lahko ponudili podjetnikom veliko novih programov in pa prilagojenih na način, da smo zagotavljali dokaj nemoteno v bistvu gospodarsko situacijo, ki se je pač zgodila. SID banka je slovenska spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, osrednja institucija financiranja in zavarovanja trajnostnega razvoja v Sloveniji, ki s svojimi finančnimi in zavarovalnimi storitvami omogoča tako trajnostni razvoj Slovenije, kot spodbuja gospodarski razvoj in po drugi strani tudi ohranja delovna mesta. Imamo le 200 zaposlenih in 2,4 milijone bilančne vsote, pri čemer omogočimo 2,4 milijarde prodaje slovenskim podjetjem, 1 milijardo dodatnega BDP-ja. V letu 2019 smo omogočili okoli 5900 novih zaposlitev, 2,8 milijarde finančnih storitev SID banke in zagotovili 1 milijardo dodatnega izvoza. SID banka se je na stisko podjetij v času epidemije COVID odzvala z možnostmi neposrednega financiranja in tako omogočila več kot 400 milijonov evrov neposrednega financiranja in 600 milijonov financiranja, ki ga omogočamo preko komercialnih bank. Na takšen način smo zavarovali in pozavarovali za 900 milijonov različnih poslov, omogočili financiranja 350 podjetjem, prejeli več kot 380 vlog, opravili več kot 3000 razgovorov s podjetji, s čimer smo reševali seveda predvsem likvidnostne težave podjetij, financirali smo tudi naložbe, zlasti seveda pa financirali segment posojil od 100 000 evrov naprej, pa tja do 7 milijonov oziroma pri nekaterih programih tudi do 20 milijonov evrov. Pri večini kreditov je pogoj pri SID banki za pridobitev kredita 2 zaposlena in pa delovanje podjetja vsaj 2 leti. Odzivi SID banke na krizne razmere smo se odzvali seveda tako, da smo zagotovili financiranje likvidnostnih potreb, torej preko razširitve obstoječih programov in neprogramov, tako posrednega kot neposrednega financiranja, s prevzemanjem tveganj s finančnimi posredniki in pa prilagoditvami zavarovanj za izvoznike. Tako smo omogočili naš neposredni program za financiranje SDMKV, ki je nastal v času izbruha COVID takoj v začetku marca, prilagodili program Turizem 1, dali na trg tudi neposredno financiranje MSP 9, zdaj je v novem prišel nov program za raziskave, razvoj in inovacije 3, ter posredno preko bank zagotovili 4 prilagojene programe. Proaktivno seveda sodelujemo tudi z ministrstvi pri oblikovanju oziroma uskladitvi COVID-19 ukrepov, tako Republike Slovenije in SID banke za blažitev same COVID krize. Izvedli smo tudi ukrepe za ponoven gospodarski zagon na pretežnih segmentih, kot so na tržnih vrzelih, glede na potrebe financiranja. Vključevali smo se v ukrepe in pa programe za odziv na COVID tudi na ravni Evropske unije. Izvajali smo sklad skladov in druge, torej med drugim portfeljske garancije za mala in srednja velika podjetja, sklad skladov COVID-19, kot ga je omenila že Natalija, in pa Sibil, kar
se tiče mikroposojil in raziskave, razvoj in inovacij. Omogočamo seveda tudi redne sheme državnih pomoči, de minimis in pa GBER, in pa dodatne sheme po začasnem okvirju, seveda odvisno od potreb in pa pogojev, ki jih podjetje izpolnjuje. S tem seveda podjetja pridobivajo ugodnejše obrestne mere, višje kritje upravičenih stroškov ter možnost izvedbe naložb pred oddajo vloge. Torej smo v času covida je SID banka se odzvala zopet zelo aktivno in v bistvu svojo anticiklično vlogo ponovno zagotavljala tudi s tem, da smo aktivno imeli 12 programov, od katerih jih je sicer na voljo trenutno še 5. In sicer to imamo COVID-19, torej neposredno financiranje za mala in srednja velika podjetja in pa velika podjetja od 100 tisoč do 7 milijonov evrov, ročno z 2 do 12 let. Te so še na voljo, kvoto sproti prilagajamo potrebam razpoložljivosti ostalim programov in pa glede na potrebe samega gospodarstva. Z njim pa lahko financiramo obratni kapital, torej za financiranje samega poslovanja, kar pomeni, da lahko pokrivate stroške za material, za plače, obratovalne stroške, stroške najemnin, elektrike in pa drugo. Ravnokar smo dali ven tudi prilagojeni program na COVID, to je SDMKV po začasnem okvirju, s čimer pa omogočamo krajšo ročnost, in sicer to so krediti od 1 do 8 let in pa s krajšim moratorijem, prav tako za financiranje samega poslovanja, torej za obratni kapital. Naslednji program neposrednega financiranja je MSP9 tudi po začasnem okvirju, tudi s krajšo ročnostjo od 2 do 8 let, pri čemer se pa glede na prejete vloge v obravnavi, ki jih ima SID banka, so sredstva praktično v celoti zaključena. Prav tako je tudi turizem, kjer smo omogočali v bistvu naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno infrastrukturno, zabaviščno infrastrukturo, kulturno infrastrukturo, žičnice, marine in pa turistična letovišča, ter omogočili tudi likvidnostno financiranje za obratna sredstva, posebej za dejavnost gostinstva. Tudi ta sredstva so žal iz tega programa ravno pošla. Smo pa dali na trg nov program, to so za raziskave, razvoj in inovacije 3, s čimer lahko omogočamo samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem in zadrugam možnost financiranja raziskovalno-razvojnih in pa naložbenih projektov po 3 različnih tipih državnih pomoči, po de minimisu, po začasnem okvirju, ki je popolnoma prilagojen COVID situacijami, po GBER-ju, s čimer lahko podjetja prejmejo posojila resnično z ugodnimi obrestnimi merami, pri nekaterih programih omogočamo višje kritje upravičenih stroškov in pa možnost izvedbe projekta oziroma naložbe pred oddajo vloge. V sodelovanju s finančnimi posredniki pa vam nudimo 200 milijonov glavnic, ki je COVID-u prilagojenih programov, to so 4, ki jih lahko prejmete preko sodelujočih komercialnih bank, ki so vam vidni na samem ekranu. Potem mu omogočamo tudi preko sklada skladov kredite za mala in srednja velika podjetja, ki so kriti z jamstvom SID banke. To gre za brezplačne, prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije, s čimer lahko krijemo 62,5% glavnice kredita. Jamstvena kvota je v višini slabih 62 milijonov evrov, ki jih lahko dobite preko ponudnikov Primorske hranilnice Vipave, Nove Ljubljanske banke in pa Delavske hranilnice za kredite od 30 do 10 milijonov in pa z ročnostjo 3 do 10 let. Z MGRT-jem smo podpisali sporazum o financiranju in tako ustanovili nov sklad skladov COVID-19, pri čemer je na voljo končnim upravičencem dobrih 95 milijonov evrov sredstev.
Od tega je 65 milijonov sredstev iz evropske kohezijske politike in pa 30 milijonov sredstev vzvoda, ki jih dajejo finančni posredniki sami, v konkretnem primeru Slovenski podjetniški sklad, Primorska hranilnica Vipava in pa SID banka. Tako je na voljo mikrokreditov v višini 87,6 milijonov in pa za raziskave, razvoj in inovacije, ki jih bo izvajala SID banka oziroma jih izvaja SID banka neposredno, pa še 7,5 milijonov. Sklad skladov COVID-19, omenila ga je že Natalija, torej gre za start-upe, SP-je, mikro in mala podjetja in pa ter socialna podjetja, ki lahko zaprosijo za kredite od 5 do 25 tisoč evrov z ročnostjo od 2 do 5 let, brez zavarovanj, brez nadomestil za odobritev in vodenje po zelo ugodni obrestni meri. Novi sklad COVID-19, posojila za RRI, tukaj pa lahko financiramo podjetja vseh velikosti, torej MSP-je, velika podjetja, SP-je, zagonska podjetja, do višine 10 milijonov evrov, financiramo 100% upravičene vse stroške, ročnost od 3 do 9 let, enako tudi brez zavarovanj in brez nadomestil za odobritev in vodenje. Pri korona zavarovanju, ki smo jih razvili, za zavarovalne produkte, torej za naše izvoznike, pa smo zagotovili dodatno ponudbo zavarovanja kreditov za blažitev posledic epidemije COVID-19 in sicer zavarovanje bančnih garancij, zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz in pa kreditna zavarovanja za dane avanse za dobavo zaščitne opreme. Prav tako omogočamo izvoznikom večje 95% kritje za vse poslovne izvozne terjatve in pa znižano 20% zahtevano slovensko komponento, pri nekaterih zavarovanjih pa te zahteve sploh ni, bila je pa celo 40%. Potem za izvoznike smo pripravili oziroma razvili tudi top-up shemo. To pomeni, da v času COVID-a smo zaradi omejevanja kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij razvili top-up shemo, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, zaenkrat preko Kofasa, PKZ in pa zavarovalnice Triglav, s čimer pridobijo izvozniki varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU-ja in pa EOCD-ja, da bo njihovo poslovanje seveda varnejše, uspešnejše, hitrejše in večje. Republika Slovenija je pooblastila tudi SID banko, da v okviru poroštvene sheme ZIO-POK opravlja vse posle v zvezi z izvajanjem in unovčevanjem poroštev, na podlagi katerih so banke odobrile odloge plačil. Do konca avgusta je bilo izdanih za skoraj 58 milijonov poroštev Republike Slovenije, celotna višina jamstev je 200 milijonov evrov in pa po tako imenovanem ZDLGPE, tukaj je pa celotna poroštvena shema je predvidena v višini 2 milijard. Tukaj pa seveda upravlja SID banka v imenu in pa za račun države vso izvajanje unovčevanja poroštev, na podlagi katerih so banke odobravale likvidnostne kredite. Predvidena kvota celotne poroštvene sheme je 2 milijarde evrov, pri čemer je bilo do 11. oktobra vsota sklenjenih glavnic kreditov malce manj kot 30 milijonov evrov. Podjetja posojila prejmete neposredno pri poslovnih bankah in ne preko SID banke. Ostali stalni programi SID banke so pa še financiranje naložb v gozdno-lesno verigo, potem je to financiranje trajnostnega razvoja, to so projekti krožnega gospodarstva, izdaja in pa financiranje naše zelene obveznice, vrednotenje trajnostne naravnanosti podjetij, nudimo izvoznikom tudi izvozno financiranje, programe zavarovanja tako za izvoznike, investitorje in pa banke. Smo upravljalci sklada skladov, torej 2 skladov, sklad skladov, klasičen in pa sklad skladov COVID-19, pri čemer omogočamo financiranje na področju mikroposojil, raziskave, razvoja in inovacij, urbanega razvoja in energetske učinkovitosti.
Podjetjem omogočamo tudi lastniško financiranje, tako po našem programu SEGIP, kot po lastniškem in kvazi lastniškem financiranju iz skladov, ki ga izvaja SPS. Omogočamo tudi neposredno financiranje občin, torej financiranje naložb v lokalno javno infrastrukturo in pa ukrepov učinkovite rabe energije ter stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva. Imamo tudi projektno pisarno, to je lokalno svetovalno vozlišče SID banke kot pomoč pri pripravi projektov za pridobitev sredstva naložbenega načrta za Evropo oziroma tako imenovanega Junckerjevega sklada, potem Evropskega sklada za strateške naložbe in pa tudi ostalih programov. Preko CMSR-ja, Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, pa lahko pridobite bilateralno razvojno pomoč v obliki subvencij, torej nepovratnih sredstev in pa analizo deželnih tveganj ter tržnih analiz. Seveda pa SID banka sodeluje tudi s številnimi mednarodnimi institucijami in sodelujemo oziroma delujemo, ko na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev strani zasebnega sektorja, da produkti SID banke dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank in tako odpravljajo te tržne vrzeli. Kaj pa pogled naprej? SID banka pripravlja skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo nov posojilni sklad finančnega inženiringa v predvidenem obsegu 35 milijonov evrov za likvidnostno financiranje avtoprevoznikov, ki so utrpeli škodo v času COVID-19. Next Generation EU, tukaj bo na voljo 750 milijard evrov, pri čemer so trije stebri, ki so zanimivi za ukrepe SID banke, to je sklad za okrevanje in pa odpornost ter Invest EU programi. Potem delamo nov program za internacionalizacijo in temu prilagojene finančne instrumente. Smo zelo aktivni v pobudi Treh morij, ki omogoča tudi financiranje mednarodnih in slovenskih večjih projektih na različnih področjih. Delamo na razvoju dodatnih COVID-19 programov, seveda vezano na potrebe gospodarske in pa razvojne priložnosti Republike Slovenije. Prav tako pa so vsi programi, ostali programi že v razvoju in pa vezani seveda na našo ključno interventno, anticiklično in razvojno vlogo SID banke. Evo, toliko v kratkem strnjenjem z moje strani. Če so kakršnakoli vprašanja, z veseljem tudi odgovorim tukaj, ali pa je naveden e-mail naslov na samem zaslonu. Lahko pa seveda se z veseljem oglasite bodisi na SID banki ali pa nas spremljate preko obeh spletnih strani. Tako, hvala lepa, Saša, za vse te informacije. Torej, Saša Podpeskar, direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi v SID banki. Vse informacije torej tudi na voljo, kot ste omenili, tudi v nadaljevanju pa ste seveda vabljeni, da kaj povprašate, boste odgovorili na vsa morebitna vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, toliko torej o tem, kaj so pripravljali v SID banki.